Nekatere znane Kamničane smo povprašali, zakaj podpirajo kandidaturo Marjana Šarca za župana občine Kamnik. No, jaz Marjana poznam že preko 20 let, poznam se z raznih nastopov, prosil me je, če bi ga podprl. To sem veseljem naredil, ker ga poznam, vem, da je dober, vem, da to zmore, ima tudi lep slogan, lahko, če hočemo in če bomo res hoteli, bomo tudi zmorili. Marjana Šarca poznam že več kot 10 let in vedno se je izkazal kot pošten, realen človek s dobrimi idejami in zato sploh ni bilo razmisleka. Meni se zdi najboljši kandidat. Vem, da želi vse najboljše tej občini, je razvojno usmerjen. Rabimo mlade ljudi, ki imajo nove ideje in ki bodo prinesli spremembe v to mesto. V prvem krogu sem volil Mateja Tonina, ker vem, da predstavlja nekaj, da je predstavljal spremembe. V drugem krogu bom pa volil za Marjana Šarca, zato ker je iskren, pošten in ker verjamem, da bo lahko izpeljal veliko več projektov, kot pa njegov protikandidat. Predvsem zato, ker ni obljubljal toliko stvari in mislim, da bo tiste stvari, ki jih bo izpeljal, bojo razvojne in pa več projektov se bo da izpeljati z Marjanom Šarcem. Bi želel dober dan vsem gledalcem in poslušalcem. Obenem bi pa rad povedal, da me zelo veseli, da lahko to naredim, ker je z enega preprostega razloga. Čast sem imel ga spoznati v času kampanje in moram reči, da me je zelo presenetil in to pozitivno, s tem, da mislim, da te stvari, kar me očitajo, ne držijo in mislim, da je fant sposoben peljati Kamnik, mislim, da je politično ni obremenjen in tudi mislim, da je toliko inteligenten in strokoven, da bo znal v Kamniku postaviti ekipo tako, da bo občino vodila kot treba, ne kot sedaj, ko so vodili politiki. No, v drugem krogu sedaj imamo na razpolago veliko manj ljudi, se pravi samo 2 človeka, ne? In od teh 2, ki sta na razpolago, se mi zdi Marjan Šarec veliko boljša opcija in zato bom tudi na volitvah naslednjo nedeljo glasoval za njega in mu dal svoj glas. No, v zadnjem času sem imel kar nekaj priložnosti, da sem se z njim tudi osebno pogovarjal in me je izredno presenetila me je njegova odprtost, to, da je pripravljen sodelovati z vsemi opcijami, z vsemi ljudmi in to je še dodatni razlog, zakaj bom Marjana podprl tudi v tem drugem krogu. Se pravi, zakaj sem se odločil dati podporo Šarcu? Prvič zato, ker je politično še totalno nepokvarjen, ker je svež v tem. Druga stvar je zato, ker je mlad, ker mislim, da mladi danes bi mogli malo več imeti pravic, kar se tiče, oziroma biti malo bližji vladajočim stolčkom in tako naprej, da bi lahko kakšne svoje sveže ideje porabili, ker mislim, da niso napačni. Pol zakaj še? Zaradi tega, ker je edini kandidat trenutno ostal v drugem krogu, ker mislim, da lahko malo svežine prinese občinski svet v Kamnik. Pa zato, ker se mi zdi človek, da nekako ima tisto osnovno naravnanost, tako, ki jo mora človek imeti. Da ima občutek do vsakega sočloveka, do vsakega sogovornika in tako naprej. Marjana Šarca podpiram zato, ker mislim, da je mlad fant, ki želi nekaj narediti v Kamniku, ki je tudi nekaj izkušnje že pridobil v življenju, naredil je šole, izobrazil se je, dokazal je, da zna narediti. Mislim, da je tudi pošten popa, iskreno se zavzema za tisto, kar je. Tudi glede na to, da bi svojo kariero lahko nadaljeval po tej poti, ki gre zdaj, je za njega pravzaprav zelo pomembna odločitev, ker je šel precej na slabše, če se pogovarjamo o denarju pa o teh zadevah. In to kaže na to njegovo odločenost, da resno želi v Kamniku nekaj spremeniti in čas je, da mladi začnejo spreminjati tudi takele zadeve, kot je mesta v Kamniku, kot je županska mesta, občinsko politiko, podobne zadeve. Jaz osebno podpiram zdaj kandidaturo Marjana Šarca, ker mislim, da je njegov program, ki ga je pripravil za občino Kamnik, je tudi del mojih idej in zato je tudi prognoza in pa želja moja, da bi postal župan Marjan Šarec. Marjan Šarec se mi zdi pošten, mlad je tako in tako izobražen in mislim, da bi bil kar ta prav za župana.
Tako da, kot si že prej rekel, mislim, da je Marjan Šarec pravi kandidat za župana oziroma tudi bodoči župan. Ja, Marjana Šarca podpiram zato, ker je nov Kamenčan, mlad in upam, da bo to, kar govori, da bo tudi to naredil. Tako da mislim, da je Golobič imel šanse že, kot župan, da pokaže, kaj je zna. Ampak za mene ni pokazal že, kaj pričakoval. Od Marjana pričakujem, da bo na gospodarskem področju, na področju šolstva, zdravstva nekaj naredil, da bo kam napredoval, ne bo zaostajati kako zdaj. Mislim, Marjan Šarec je perspektiven politik, zato ker je neobremenjen, ker je bil nikdar v politiki, ker je bil v nobeni stranki in ker za njem ni nobenega gospodarskega lobija. Je pa inteligenten možakar in prepričan sem, da je izredno sposoben in da bo znal Kamenku prisluhniti. In ne glede na to, kar govori eni, da češ je komik, ja, delati dobro komiko, dobro komedijo in ustvarjati za toliko ljudi, moraš biti izredno sposoben, izredno inteligenten in Marjan to je.